predstavitvi bom obravnavala oglase, ki so bili kot nosilci in posredniki informacij pri občini v obdobju 1939-1941 v dveh meščanskih listih, se pravi Liberalnem jutru in pa Konzervativnem Slovencu. Poskušala bom odgovoriti na vprašanje, kakšne trende so oglasi predstavljali, saj sem prepričana, da bomo z njihovo pomočjo dobili vsaj bežen pogled v življenjske stile in navade dela slovenske družbe na predvečer začetka druge svetovne vojne oziroma okupacije. Takole, za začetek izpostavila prvi slovenski oglas, ki je bil objavljen leta 1797 v Slovenskih ljubljanskih novicah. Nek potujoči mazač je takole predstavil svoje univerzalno sredstvo. Če boste preleteli, boste videli, da gre za neko mažo, kremo. Torej, to mazilo naj bi med drugim odpravilo akne, bradavice, pege, se pravi, da njegov namen ni bil zgolj zdraviti, temveč tudi lepšati oziroma negovati kožo, kar lahko vrednotimo kot kozmetiko. In prav ta negovalna, kot tudi dekorativna, bo v moji predstavitvi postavljena pod drobnogled. V 19. stoletju se je z izjemo pudra uporabljala zgolj negovalna kozmetika, močno naličene ženske so takrat veljale za lahkoživke. Prepričanje je namreč bilo, da lepota izvira iz notranjosti in predvsem zdravja. Do začetka 20. stoletja je bila večina oglasov tako usmerjena v prvo, to se pravi negovalno kozmetiko. Besedila oglasov so se sklicevala na medicinske avtoritete, poudarjala so higienski aspekt. Kozmetika drugega tipa je vzcvetela šele v obdobju 1910 do 1930, dvignil se je pomen blaga z znamkami, ki so veljale za trend kvalitete pri širokih ljudskih množicah. Povečana poraba kozmetike pa je bila simptom spremenjenih družbenih norm in pač znanilec novega življenjskega stila. Na Slovenskem se je kozmetiko v tisku začelo oglaševati po koncu Prve svetovne vojne, se pravi v času, ko je na osnovi neke emancipacije, ekonomske neodvisnosti, morda ne nazadnje tudi neke modne načitanosti, telesnost pač postavila v spredje oziroma je postala del dnevna rutina ženskega spola. Torej, kozmetični oglasi, ki so bili v Jutru in Slovencu objavljeni v obdobju 1939 do junija 1941, poudarjam, do junija 1941 mi je uspelo gradivo pregledati, več bo v članku, ki sledi. Torej, te oglasi so ponavadi vsebovali naslov, ki je bil oblikovan tako, da je pri bralcu oziroma potencialnem kupcu nemudoma zbudil neko zanimanje. In pa ilustracije, ki so, saj so recimo podobe na prvi pogled tudi integralno hitreje sprejete kot neka opisano besedilo, opisana informacija, bolj pritegnejo, zbudijo pozornost in gradijo tudi nenazadnje emocijah. Večina oglasov je vsebovala tudi krajše ali daljše besedilo, ki je podajalo informacije o lastnostih produkta, o njegovi uporabi in drugo, pri čemer ne gre prezreti, saj v mojem primeru večini, za prepričevalno noto. Besedila so namreč večkrat obljubljena praktično nemogoče, kar bomo podrobneje videli tudi potem v nadaljevanju. Uporaba sloganov, ki še dodatno ukrepijo neko sentimentalno vrednost celotnega oglasa, ga povežejo s produktom ali proizvajalcem, v obdobju, ki sem ga obravnavala, ni pogosta. Zasledila sem dva primera, če lahko temu rečemo slogana, priljubljam puder Parižanke, oziroma umiljem puder Parižanke in pa za soleja krema za boljšo prehrano kože. Drugih sloganov pač nisem zasledila. Predvsej oglasov je bilo nadalje opremljenih z naslovi firme oziroma prodajalne, ki je produkt prodajala, in telefonskimi številkami, kar je bralke in bralce vabilo k nadaljnjem poizvedovanju produktu in s tem omogočilo neko dvosmerno komunikacijo proizvajalca s potencialnimi konzumenti.
Med kozmetičnimi oglasi so prednjačili tisti za negovalno kozmetiko. Med temi tisti za kreme in spet med temi so bili najbolj pogosti oglasi za kreme za obraz. Najpogosteje je bila oglaševana francoska krema Tocalon in to v obeh dnevnikih Jutru in pa Slovencu. Oglasi so bili večjih dimenzij, obvezne ilustracije so velikokrat prikazovale podobo ženske pred in po uporabi kreme oziroma na izgled mlade in lepe ženske, ki uporabo neke kreme pač priporoča. Vsi oglasi so vsebovali daljše besedilo, del katerega je pogosto tudi pismo bralke, vidimo tudi v primeru gospe Gabi Wagner, ki je širši publiki zaupala svojo preobrazbo in na nek način tudi udarne naslove, naprimer Polepšala se je v enem tednu, Misterij žene, ki se nikdar ne postara, Lepa nevesta pripoveduje, kako je našla lepoto in srečo. Med drugimi je povedan oglas iz Jutra z naslovom Ljubim te, je šepetal in navajam. To se lahko tudi vam pripeti, če se držite tega presenetljivega novega recepta za lepoto. Vsako dekle je od nekdaj krepelelo, da sliši opojno glasbo šepetanih besed. Obožujem te. Tudi vi jih lahko slišite in sicer kmalu. Naglo lahko dosežete, da pride do izraza vaša dražest, podvojena privlačnost, da bo vaša znajnost v resnici očarljiva, ker so znašli presenetljiv nov recept za lepoto. Konec navedka. Seveda to je bila krema Tocalon. In še krajši izsek iz oglasa Lepe starke iz Slovenca, ki je ugotavljal, navajam, Francozinje se kot celota smatrajo danes mnogo lepše, kakor so bile pred nekoliko leti. Strokovnjaki pravijo, da se mora ta nenavaden pojav pripisati zelo povečani porabi kreme Tocalon. Vsak mesec se jo proda do 1 milijon tub. Tudi vam je pomembna, da jo začnete še danes uporabljati, pa boste že jutri izgledali mlajša. Konec navedka. Pogosti so bili tudi oglasi za kreme za obraz in telo. Predvsem za Nivea kremo, ki jo poznamo še danes. Objavljeni so bili seveda v obeh časopisih, dnevnikih, ilustracijo najraje, kot vidimo, prikazuje možica, ki ima namesto trupa simbol kreme in je v družbi z ženskim likom, v največji večini, tudi z otroki in moškimi, ampak po večini z ženskami, brani jih pred ekstremnimi vremenskimi razmerami, v nekaterih primerih, kot pa vidimo tukaj na sredini, in pa prinaša tudi mladost in lepoto. Precej je bila oglaševana tudi sredstva za zobno higieno, predvsem za zobne paste, zobne kreme v obeh časopisih. Zobna pasta naj bi pri redni uporabi poskrbela za zdrave in bele zobe, brez zobnega kamna. Poleg kalodonta je bila oglaševana tudi krema Cimean, ki naj bi varovala tudi dlesni, in krema Kolinos, ki naj bi jo priporočali tisoči zobozdravnikov, predvsem zaradi antiseptičnega in ustne bakterije uničujočega učinka. S fotografijo nasmejanega dekleta je v Jutru opremljen tudi oglas, ki trdi, da lepota, vaša osebna privlačnost zavisita od zdravih, svežih in lepih zob. Kolinos napravi tisoče ljudi lepe. V Jutru je bila zelo oglaševana zobna krema Odol, ki naj bi bila zagotovilo za srečen zakon. Vidimo, besedilom krajšem je zapisano, če ne vidite, nasmejana usta z blesteče belimi zobmi mnogo pripomorejo do harmonije v zakonu. Zobna krema Odol prinaša to srečo. Torej, naslednja postavka, zelo na kratko namenim še nego rok in nog. Predvsem pogoste so bile reklame za nego rok s kremo Kaloderma. To so bili taki bolj preprosti oglasi. Zelo so bili pa redki oglasi za oglaševanje kreme za noge, morda z izjemo soli, ki preprečujejo tako znojenje, utrujenost nog, trdo kožo, kurja očesa. V glavnem so pač reklamirali sol Svetega Roka in pa Pedisal. Presenetilo pa me je, da v obdobju, v gradivu, ki sem ga pregledala za to obdobje,
sem zasledila zgolj 2 reklami za uporabo oziroma reklami za milo. Obe reklami sta za isto milo Elida, tako da me zanimalo v nadaljevanju, ko bomo gledali gradivo do leta 1945, če se bo kaj na to temo našlo saj v malih oglasih. Redko je bila oglaševana tudi kozmetika za nego las. Šampone in olja za lase so predstavljali predvsem v jutru. Rdeča nit tovrstne kozmetike pa je bila mladi lasje, mlada oseba. Manj kot negovalno je bilo oglasov za dekorativno kozmetiko. V Slovencu in jutru so bili najpogostejši in precej številni oglasi za pudre. V obeh dnevnikih so po večini oglaševali iste znamke, predvsem francoske. Najbolj oglaševana znamka pudra je bila Tokalon. Za barve pudra ravno tako, kakor za klobuke in obleke, je merodajen Pariz. To je bila priljubljena iztočnica. Kot priljubljen puder Parižanke pa so oglaševali tudi danes že predstavljen puder Simon. Redkejši so bili oglasi za rdečila, objavljeni so bili predvsem v jutru. Tole je en od oglasov, oglas Kasan, dekorativne kozmetike, pozival tiste ženske, navajam, ki se zavedajo, da je treba tako v poklicu, kakor v družbi ceniti mladostno svež izgled, k nakupu rdečila za ustnice in lica. Rdečilo naj je bilo na voljo v več nijansah, v tem primeru mislim, da v 8, naj bi bilo pa odporno na slabo vreme, vodo in poljube. Potem barve za lase, je prikaz cele strani dnevnika, da se vidi v bistvu za pudre, za kreme mogoče že manj in za tele lepotilne sredstva, za barve, za kreme so bili takole kar precej veliki oglasi. Seveda spet francoski, v tem primeru in v večini primerov tudi drugih L'Orealovi. No in kot vidimo na prvem žnjivnik kdo več ne pleše, odkar ima osivele lase. Ne bom brala, si lahko preberete sami, kako lahko z barvanimi lasmi najde srečo v življenju in prav tako v drugem primeru krona ženske lepote, neki pravijo, da barva daje novo lepoto, tisto nekaj, kar moške privabila. Nanizani izdelki so bili več ali manj namenjeni negi žensk, zato bi nekaj besed namenila še moški kozmetiki, ki je bila predstavljena v obeh dnevnikih, čeprav procentualno znatno manj kot ženska kozmetika, vendar kljub temu relativno pogosto. Najbolj izpostavljeni so bili izdelki za vsakodnevno nego las, ki je vključevala tudi boj proti prhljaju, predvsem pa za rast las. Nič manj pogosto se niso pojavljali oglasi za britvice različnih znamk in proizvajalcev, kreme za britje vodice, kreme po britju in pa celo že oglas za električni aparat za suho britje, brez mila, brez vode, brez čopiča, brez britvice in brez bolečin. Torej, kaj nam kozmetični oglasi iz obravnavanega obdobja sporočajo? Kot prvo, morda čuti se vpliv vojne. Kozmetični oglasi, ki nikoli niso bili na prvi in drugi strani dnevnikov Slovenec in jutro, so bili v letu 1939 relativno dobro zastopani, v letu 1940 za odtenek manj, pri čemer bi poudarila, da je bila intenziteta objav tekom leta konstantna, kar pomeni, da ni bilo nič navala z oglasi v obdobju pred kakšnimi prazniki. V letu 1941 so oglasi za kozmetiko v obeh časopisih redkejši, od konca aprila 1941 reklame za kozmetiko, kljub rednim povabilom uredništev obeh časopisov, praktično izostanejo z izjemom majhnega števila oglasov za moško kozmetiko v dnevniku jutro. Ampak kljub temu, iz večine oglasov obravnavanega obdobja lahko razberemo še nekaj naslednjih, bomo rekli, izpeljav. Več reklame bolje je. Številni izdelki, predvsem uveljavljenih blagovnih znamk, ki so veljale za trend kvalitete pri širokih množicah, so bili namreč reklamirani v obeh časopisih z istim tipom oglasov, kot za Tokalon, kot smo videli, Nivejo.
Primerjava ostalih oglasov pa pokaže, da so bile v liberalnem jutru ilustracije nekoliko bolj drzne. Recimo ženska v negližeju, potem pred solarno lučjo, gola ženska, mislim, to sta otrok in oče, kakorkoli pojavljajo se pa potem tudi reklame golih otrok za te isto, tole solarno ali višinsko sonce, kot se je imenovalo, pa v tem več v prispevku. No, potem so bili recimo tudi nekako modernejšega izgleda, ženskih likov in pa, kot smo videli že na primeru Polinos zobne paste, so bile pač nekatere v jutru seveda opremljene s fotografijami. Torej, naslednja točka bi bila, ženske potrebujejo več nege, vprašaj, čeprav je bila v jutru in Slovencu moška negovalna kozmetika relativno dobro zastopana, kot sem omenila, prednačilo oglaševanje izdelkov namenjenih ženskam. Negovalna kozmetika je bila v prednosti pred dekorativno, med negovalno kozmetiko so bile najbolj izpostavljene kreme, najmanj pa mila. Med dekorativno kozmetiko so bili najbolj izpostavljeni pudri, najmanj oziroma v našem primeru nič, parfumi, laki za nohte in podobno. Potem naslednja točka, lepota in mladost ženske, pogoj za njeno srečo. Oglasi ženske kozmetike po večini tujih znamk, v katerih je zelo čutiti francoski pridih, primarno izpostavljajo lepoto, mladost, privlačnost, dražest, všečnost moškim in vse to povezujejo srečo v ljubezni, poklicu in družbi. Moški ostajajo praktični in samostojni. Moški glasi namreč kažejo oziroma izpostavljajo urejenost in zdravje, so povsem praktične narave, ne vsebujejo namigovanja srečo ali uspeh v življenju. In kot zadnje, vse zgolj za večjo prodajo, kljub temu, da so danes mnogi strokovnjaki mnenja, da je izraz reklama nepotrebna tujka oziroma da tržno komuniciranje kot mlada strokovna panoga v slovenščini ta izraz zavrača kot nenatančen. Mnogih inseratov, objavljenih v obravnavanem obdobju Slovencu in jutru, ne moremo vrednotiti kot nič drugega, kot zgolj reklamni nagovor, pretiranih in vsiljivih prepričevanj s ciljem večje prodajne uspešnosti. Hvala.